Na 12. ekoprazniku so se predstavili lokalni ponudniki ekoloških živil. Na stojnici ekološke kmetije Čečko iz Šmarčne je prevladovala sezonska zelenjava. Vse gre, od paradajza, paprike, por, krompir. Ni nekaj, kar bi izstopalo. Mogoče bolj fižol v letošnjem letu, ko je bila kriza. V tem času je veliko povpraševanja po jedilnih bučah, po solati pa skozi vse leto, še dodaja sogovornica. Ampak nismo tako veliki pridelovalci, ker smo z možem sama in kolikor zmoreva, toliko jim tudi odstopimo. Pri medu je tako med, kako drugače ga bojo čebele pridelale kot na ekološki način, čeprav običajno ni temu res tako. Važno je tisto, kar čebelar da v panj. Se pravi, v ekološki pridelavi mora biti cel krogotok ekološki. Podobno je pri kostanju. Vsak mesec ne špricaš nič, ne rabiš nobenih fitofarmacevtskih sredstev, pa spet ni tako, rečemo najbolj nevarni, najbolj tako uporabljeni so ravno herbicidi. Pri ekološkem kmetijstvu te niso dovoljeni, tako da vse delo je mehansko ali ročno. Kot opažajo naši sogovorniki, je kupovanje ekološko pridelane hrane med potrošniki že dobro razširjeno, več je zanimanja in osveščenosti, med kupci pa je vsako leto več mladih. Ljudje vse bolj vidijo, kako je z hrano, ki je kupljena v trgovini, odkot pride. To je pa le veriga iz njive na krožnik. Osveščanje je zelo pomembno, sploh v teh časih, ko ministrstvo propagira košarico, ekoživil in s tem pozablja na kvaliteto, blagovne znamke in vse ostalo. In če bo najcenejša hrana tista, ki jo najbolj promovira ministrstvo, najbrž nismo na pravi poti pri zavrženi hrani, ki pa vemo, da je precej visoka v Sloveniji. Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine letno organizira do 8 ekopraznikov, a najbolj obiskan je ravno ta v Sevnici, poudarja predsednica. Tudi po zaslugi članov društva Ajda Posavje, ki so zelo naklonjeni ekološkemu kmetovanju in so na tokratnem ekoprazniku sodelovali s predstavitvijo biodinamične metode. Biodinamična metoda je pomembna zato, ker se pri njej uporabljajo samo rastline, iz katerih naredimo kompostne preparate in pa dva preparata, ki kot sta gnoj iz roga in pa kremen iz roga, to so gnojila. In s temi preparati mi našo zemljo poškropimo, ker mislimo, da je najbolj pomembno narediti zdravo in pa predvsem živo zemljo. Nekako vidimo, da stranke nas komaj čakajo, da vsako leto enkrat pridemo sem. Če bojo razmere dovoljevale, mogoče celo razmišljamo v to smer, da bi 2-krat letno v Sevnico prišli.